Odnosi so zakon. Dober dan in lepo dobrodošli v oddaji Odnosi so zakon, v kateri danes Benjamin Siter gostim kar dva gosta. Z menoj sta Alenka Križnik in Jani Kramer iz Slovenskega društva Hospic. Živijo. Živijo, dober dan. Pozdravljena. Sem vesel, da ste se mi pridružili tukaj v studiu v Krškem. Kaj več o vama in o tem, kar počnete, in o tem, o čemer bo tekla beseda v tej oddaji, bomo povedali takoj zatem, ko uvodoma posvetimo čas molitvi, tako kot je pri nas navada, da bi stvari šle prav v pravo smer. V ime Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Amen. Dobri Bog, tukaj smo, ti si nas postavil v ta čas in v ta prostor. To je čas, ki prinaša posebne izzive. To je čas, ko se zdi, da se rušijo temelji družbe, med njimi tudi vprašanja življenja, vprašanja prenehanja življenja. O tem bi danes radi prav dobro spregovorili, zato te prosimo, da nas napolniš s svojim Svetim Duhom. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Tako, še enkrat dobrodošla, živa. Čau. Alenka, ti si naša diževka. Z možem sta v zakonski skupini že koliko časa s Simonom? Že kar, mislim, da 6-7 let, če ne več. Če ne, že mislim, da kar 10, skoraj še počasi. Ja, pa se že cajt gre, čas gre hiter, ne? Ja, tako da ja. Jani, mi se pa praviš poznamo odkar, oziroma tako, družinsko si poznal tako, moje starše prej. Tako, seveda. Drugače pa ja, jaz sem malo manj kot 60 let star, ponosen oče 3 otrok, bravo, že 3-krat dedek. Tako da ja, pravzaprav ja, lepo mi je, sem pa šele zdajle od 1. januarja zaposlen v Slovenskem društvu Hospic. Prej sem bil 10 let prostovoljc. Vso svojo kariero sem delal v turizmu, ne. Velikokrat sem bil vprašan, tudi še ko sem v turizmu delal, sem me vprašal, kako bi rekel ta preobrat, torej iz enega turizma v ukvarjanje z umirajočimi. Prav se spomnim, ko sem na začetku svoje poti v Hospicu eno iz sodelavk odgovoril približno tako, sem rekel, veš, to je tako kot v šoli, ne, ko smo vedeli, da bomo pisali kontrolko oziroma šolsko nalogo, ne, smo se poskušali učiti, ne. In enako se meni zdelo, da o smrti in pač zaključevanju življenja, odnosov in tako naprej vem premalo, in zato sem se odločil, da bom postal prostovolec, torej tega je zdaj že 10 let. Wow. Ja, in v tem času res sem se veliko stvari naučil, ne. Mogoče že kar na začetku povem tisto najbolj radikalno, kar sem se naučil. Predno sem delal v Slovenskem društvu Hospic, sem si želel hitre smrti, ne, tako kot vsak izmed nas, ne, spravi, kakšna kap, infarkt, prometna nesreča, kjer ne boš nobenemu nič naredil. Sej posod je bilo, seveda je bila prošnja, ne, Bog reš me predvsem bolečine, ne, sej tega se vsi najbolj bojimo, ne. No, kmalu, ne smem reči pred kratkim, ampak kmalu potem, ko sem pa začel delati, spremljati umirajoče na tak ali drugačen način, ne, sem pa spoznal, od takrat naprej ne prosim več za hitro smrt, ne. Okay. Ampak prosim za to, da naj mi bo dano kakšnih nekaj dni, običajno so po izkušnjah, ne, je nekaj tednov kljub vsemu, ne, tudi če bo malo bolelo, tudi če bom okusil to, bi rekel, življenje tudi iz bolniške postelje, zato, da bom lahko naredil življenjsko bilanco, zato da bom lahko komu rekel adijo, komu rekel oprosti, ne. In naučil sem se to, ne, v teh 10 letih, na smrtni postelji ni še noben rekel, škoda, da nisem bil več v službi, škoda, da nisem več zaslužil. Zanimivo, ob koncu življenja, ne, tudi ta pregovor na slovenska, bi človek rekel, ne, na smrtni postelji se ne pogovarjamo o dediščini, ne, ampak koga bi še rad videl, komu bi še rad rekel adijo, komu bi se, če je to potrebno, če tako čutim, tudi upravičil. Wow.
hvala za ta močen uvod. Alenka, kaj je tebe nagovorilo, da si šla v te vode? Ti si bila prej tudi na Centru za socialno delo in si šla potem se predstavlja v hospic. Ja, tako kot sem že pred dnevi v enem intervjuju povedala, da v take poklice te najprej vodi nek zgled. Ne? Moja mama je skrbela za očetovo sestro in brata, ki sta živela z nami. In potem skozi zgled vidiš pomen tega podpore in pomoči. Na Center za socialno delo sem prišla tako čist po naključju in tam tudi bila potem 11 let. S hospicem sem se prvič srečala kot uporabnica, ker sem imela precej hudih izgub v življenju in so pač puščale nekako posledice tudi na meni. Sam glavni povod, zakaj sem pa šla kot prostovoljka leta 2015 v Slovensko društvo Hospic, je bila pa potreba po znanju, kako ravnati z žalujočimi, kako jih nagovoriti v določenih situacijah, zato ker teh tem na Centru za socialno delo, kar se izobraževanj tiče, ni bilo. Nihče, in tudi moram priznati, da jih niti še zdaj ne zasledim. In zato sem se najprej seveda vključila kot prostovoljka s tem namenom, da sem dobila nekaj znanja, potem, ko sem neke procese dala skozi, ker sem se želela že prej, ampak zaradi lastnega žalovanja, zaradi lastnih procesov nisem bila nekako dozorela za to, da bi lahko kot prostovoljka vstopila. Potem sem se pa 1. novembra 2019 tudi pri Slovenskem društvu Hospic zaposlila. Dajmo majčkeno pojasniti. Slovensko društvo Hospic je ena entiteta, potem obstaja pa še ta stacionarna v Ljubljani Ljub Hospic, in to ni ista organizacija. Ne? Se pravi, dajte mogoče več povedati o Slovenskem društvu Hospic. Koliko vas je, kje vse delujete, na kak način delujete, majčkeno o tem, kaj je vaše poslanstvo, no? Ja, Slovensko društvo Hospic deluje na območju celotne Republike Slovenije, deluje 12 območnih odborov. Sedež društva je sicer v Ljubljani na Gosposvetski 9, vendar pa to ne pomeni, da se naša podpora nudi samo v Ljubljani, temveč povsod po Sloveniji. Zato me še vedno preseneti, ker mi delamo na 4 različnih programih, med katerimi je ena tudi detabuizacija, s katerim skušamo čim širši krog ljudi seznaniti s tem, da se lahko obrne na Slovensko društvo Hospic in da mi podporo nudimo tam, kjer se nahajajo ljudje, torej doma ali v domu starejših ali v bolnišnici, kjerkoli pač je potrebno. In da naša vloga je razbremenilna, se pravi v sami družbi in pokrivamo celotno Slovenijo. In še vedno se najdejo ljudje, ki tega ne vedo, tudi strokovni delavci na zdravstvenih domovih in tako naprej. In tam, kjer nas sprejmejo kot kompetentne partnerje v zdravstvenih domovih, v bolnišnicah in tako naprej, tam je zelo dobro sodelovanje, ker se potem tudi povežejo nas in jih zelo razbremenimo. Tam, kjer pa tega nekako še ne prepoznavamo ali pa še nas ne poznajo, tam pa tega ni. In so potem ljudje prepuščeni nekako v teh lastnih stiskah sami sebi, ker jim javni sistem zdravstva ne more zagotavljati take oblike podpore, kot je v tem obdobju potrebujejo. Jani, kakšna oblika podpore je to? Mogoče sem še v zvezi z društvom, je morda dobro omeniti to. Torej, društvo je bilo ustanovljeno leta 1995. Seveda ne moremo mimo ustanoviteljice, matere, kakorkoli se temu reče, legendarne zdravnice dr. Metke Klevišar. Ona je sicer že nekaj let prej v okviru Slovenske Karitas organizirala skupino, se reče, kot onkologinja seveda se je srečevala s smrtjo, umiranjem in tako naprej. In je potem ustanovila pri Slovenski Karitas eno skupino, komisijo, ali ne vem, kako se je pravzaprav formalno reklo, ki je začela pravzaprav z delom z umirajočimi in pa njihovimi svojci. Torej, potem pa, kot sem rekel, leta 1995 pa je bilo ustanovljeno društvo, torej bo kmalu že kar, koliko je to, 30 let, kar slovensko društvo obstaja. Torej, mogoče sem tako, je to zanimivo, prvi tak, bi človek rekel, hospic kot ga, oziroma hiša, kjer se je skrbelo za umirajoče, pa je bil ustanovljen v Angliji leta 1967. To sem si zapomnil, zato ker sem iz leta 66 rojen. Torej, no in tam se je začela ta, bi rekel, oskrba, ko so nekako prepoznali, da
umirajoči ne sodijo v bolnice, ne sodijo, bi rekel, v inštitucije, ki so jih takrat poznali, ampak da je za njih potrebno organizirati pravzaprav to zadnje obdobje življenja in namestitev drugače. Zanimivo je, ne bi rekel, ko gledaš, kako so se ti hospici razširili po svetu, kaj jaz vem, recimo v Angliji poznajo, ne samo, da poznajo mrežo hospicov, ne, ampak tam imate specializirane hospice, torej imate hospice za otroke, za dementne, skratka, to je tisto, ne bi rekel, kjer družba v resnici poskrbi za tiste, katerih imamo polna usta, pri nas pa ne poskrbimo, torej za najbolj ranljive, ne. Če si me pa vprašal, ne, kako izgleda oskrba, kako se to začne. Običajno, ne, sledi klic na odbor, ne, so take, imamo, mi rekel, umirajočega, imamo na smrt bolnega, kakorkoli, če govorimo zdaj o spremljanju umirajočih, ne. No in potem običajno sledi obisk pri družini, kjer vidimo, kaj se dogaja, malo poskušamo na hitro to družinsko dinamiko zaznati. Drugače bi rekel, če bi z eno besedo moral opisati, kaj v hospicu delamo v zvezi z umirajočimi, potem bi rekel, da smo nekakšni ombudsmeni, torej zagovorniki pravic, želja, kakorkoli se temu reče, umirajočih, ne. Namreč to smo se naučili na izobraževanju, še več pa potem v praksi, ne. Včasih je treba, bi rekel, svojce, ki Bog ne daj, da bi človek rekel karkoli čez njihovo skrb, moje izkušnje so pravzaprav samo dobre, ne, ampak treba jih je v določenih situacijah podpreti, malo usmeriti, zaradi tega, ker v dobri veri, tako kot se veš, ne, največ napak naredimo v dobri veri, ne, če temu rečem, iz žlehtnobe, ne. In tukaj se začne, bi rekel, ta naša, bi rekel, podpora. Namreč kaj ugotavljamo, ne, oskrba na smrt bolnih, če smem temu tako reči, ne, je nekako v očeh vseh nas predvsem ta medicinski del, ne. Mi smo pa spoznali in se naučili, ne, in bi rekel, naši učitelji v hospicu pa so spoznali to, da pravzaprav to je samo en del in roko na srce za ta del, ne, tudi ugotavljamo iz izkušenj, je najbolj poskrbljeno, ne. Danes pravzaprav kakšne neznosne bolečine, ki bi zelo dolgo trajala, jo medicina zna odpraviti ali pa zmanjšati. Izjemno jo zna odpraviti in je kraljica na tem področju, ne. Seveda pa pozabljamo, ne, na človek je tudi duhovno bitje, socialno bitje, je psihološko bitje, torej in trčimo ob to, kjer nas pa na eni strani nihče ni učil, kako podpreti umirajočega, po drugi strani smo pa na nekatere, če spet eno tako frazo uporabim, ne, na mnoge dobre prakse, ki so naši predniki, ki so jih naši predniki znali izvajati, smo pa pozabili. In tle je, bi rekel, ta naša spodbuda, da, bi rekel, se upošteva znanje za nazaj in pa želje umirajočega. Alenka, bova midva majčkeno več, malo kasneje, mene sem tole še zanima, ne, Jani. Naš lokalni Totengrobar, po domače povedano, ne, ima bel kombi, včasih je imel črnega. Se pravi, tabuizacija smrti se dogaja povsod na vseh nivojih družbe, do tega, da pač so že skoraj črni kombi za mrtvaške vozove nesprejemljivi. Krasna iztočnica, ne. Bom povedal anekdoto, ne, tako, ko si ti malo tako, bi rekel, anekdotično začel, ne. Torej, ko sem jaz začel delati v Slovenskem društvu Hospic, ne, v Novem mestu, smo tudi takrat se šli to, kar si rekel, detabuizacijo, ne, da smo čim več, bi rekel, ljudi poskušali obvestiti, da obstajamo, ne, in me je srečal na cesti en znanec, jaz sem pa v istem času je bila pa tudi ena kampanja za to turistično podjetje, kjer sem jaz prej delal, ne, in sem v bistvu obakrat nastopil jaz, ne. No in me sreča znanec v Novem mestu, pa me pocuka, ti sem te videl na televiziji, ne. Ja, sem rekel,
sem sigurno kaj pametnega povedal, ne, o turizmu in tako naprej. Ne, je rekel prav, o tistem sem te poslušal, kar popoldne delaš, ne. Sem hotel malo, bi rekel, testirati, ne, če je, bi rekel, razumel mojo vlogo, sem rekel, ti, kaj pa to jaz popoldne delam? Je rekel, si ne vem, kako se reče, ampak tisto, ko se z mrliči ukvarjaš, ne. Torej, ne, bi rekel, hočem povedati, ne, diagnoza, jezika nimamo, ne? Diagnoza, ne, se pravi, ja, bi rekel, ali pa bom spet, bi rekel, mal na tak, bi rekel, način povedal, mogoče, ker se bolj zapomne, ne, človek, ne, torej, zato, da se rodiš, ne, moraš imeti malo srečo, ne, za umret, ne. To pa vsakem rata. Pa na tak ali drugačen način, ne, in mi smo smrt dejansko izrinili iz razmišljanja, življenja, kakorkoli, ne. Mi imamo najrajši, da človeka, ki dobi diagnozo, damo v inštitucijo, kjer je v medicinskem delu, še enkrat poudarjam, bi rekel, nimam nobenih pripomb, slabih izkušenj ali kakorkoli, v resnici poskrbljeno, ampak človek je veliko več kot to, ne. In tukaj, ne, je vedno, se mi zdi škoda po izkušnjah, ne, tega časa, ki ga res običajno ni prav veliko, ampak tle se dogajajo res potem tisti, rečemo, čudeži, ne, ali kakorkoli, ne, ko človek nekako spozna, da se mu življenje izteka ob naši podpori, predvsem pa ob podpori svojcev, ne. Svojci tle, bi rekel, igrajo zelo, zelo pomembno vlogo, no, in bi rekel, če naša družba zahteva rezultat, ne, in velikokrat, oziroma z veseljem to povem, ne, bi rekel, kaj je rezultat tega našega dela, ne. Če se spet malo pohecam, ne, od tistih, ki so odšli z tega sveta, nam ni še noben prišel nazaj povedati, bili ste dobri, ne. Ampak, bi rekel, ta smrt, kjer smo bili mi zraven, nobena ni lahka. Bog ne daj, na koncu je vedno hudo težko. Ampak da se zdržati. Da se zdržati. Zagotovo so pa rezultat tega, ne, to pa bi rekel, bi lahko tudi številkami podkrepili, ne. Torej, tam, kjer je hospic zraven, že v času umiranja, iz tega naslova potem pravzaprav žalujočih, v našem programu za žalujoče, skoraj jih nimamo, ne. Zakaj? Zaradi tega, ker smo že, bi rekel, to umiranje na nek način peljali tako, da so tudi svojci, seveda težko, v solzah, normalno. Jaz sem bil prisoten, recimo, je 3-mestna številka se obrnila, ko sem bil prisoten pri smrti. Pa sem pri vsaki oko, tudi jaz nisem noben heroj. Ampak, bi rekel, smo se naučili zdržati. Torej, ti svojci so se poslovili in potem, bi rekel, tega travmatičnega žalovanja skoraj da ni. V našem programu žalovanje, to je tudi eden od 4 programov hospicu, če sem na hitro, torej spremljanje umirajočih, žalujoči, prostovoljstvo in pa detabuizacija, to so 4 programi, ki jih izvajamo v Slovenskem društvu Hospic. Torej, v našem programu za žalujoče imamo predvsem tiste, kjer ali mi nismo bili vključeni, ali pa je bila smrt nenadna, se pravi, ne vem, infarkti, prometne nesreče, samomori, ne, ampak hočem, bi rekel, na nek način... Ta proces se mora zgoditi tako v tistem, ki odhaja, kot v tistih, ki ga spremljajo pri tem, ne. Jaz se spomnim enega zelo tak citat, ki mi je ostal za vse življenje, prav od Metke Klevišar, no, je bil, da morda je pa najpomembnejše življenjsko poslanstvo, ki ga nekdo ima, ravno tisto zadnje odhajanje. Recimo, ne. To mi je bil tak močen citat, ki sem si ga zapomnil, ne. Tako, predvsem pa ne, bi rekel, me boli ali pa skrbi na nek način, ne, ko se poskuša v naši družbi, ne, kot dostojanstvena smrt, ne, prodati nekaj drugega, če tako zelo grdo rečem. Torej, ali ni to dostojanstvo v življenju, ne, da izbojuješ ta svoj boj do konca, tudi če te boli, tudi če je hudo na koncu. Res je to, bi rekel, tista prava šola, pa še ena izkušnja, ne. Torej, svojce, ki smo jih spodbudili, da so vztrajali ob svojem dragem do konca, ne, definitivno grejo v življenje
kot boljši ljudje. Ne. Torej, bi rekel, to je dejansko umiranje, je, bi rekel, ena velika duhovna rast, ne samo za nas v hospicu, ampak za svojce, ne, tudi, ne. In ena stvar je, ne, ki mogoče, ne, če smo zdaj rekli, ne, da te 4 programe, ne, mogoče pa bomo počasi, ne, Lenka, v hospicu imeli še en program, oziroma še z nečem bomo rekli, da prispevamo k boljši družbi. Torej, dejansko, ne, če ti uspeš biti pri smrti zraven, potem greš v življenje, bi rekel, kako bi to človek rekel, senzibiliziramo ljudi za bolj sočutno družbo, te na svet gledaš drugače. In tega je škoda, da ni več. Ne. Jaz še malo bi se samo vrnil v pretekle čase, ki so v bistvu bili dober zgled, kako se soočati s smrtjo, predno gremo na situacijo danes. V živo se spomnim, mislim, to se ti res kot otroku zapeče v podzavest, ne. Pri 10 letih je umrla prateta. In jaz se spomnim, kako so dejansko takrat prišli. To sem vse tako kot mali firpček zraven spremljal, ne, se pravi, ampak prišli so res, so postavili oder v tej njeni sobi, kjer je ona bila, zavese so bile naokrog, sveče, in se je res 3 dni in 3 noči molilo poleg nje, a ne, in potem smo s strugo v sprevodu cela vas šli na pokopališče. Tak res močen socialni element je bil, tako močno druženje ob žalujočem, no. Pa ne bom rekel, da je bilo, mislim, bilo je hudo, obenem je bilo pa tudi, ne luštno, ampak tako pač, ta podpora je veliko pomenila v resnici. Seveda, ja. Moja izkušnja, bi rekel, v teh 10 letih je, bi rekel, zelo podobna. Se to še kaj dela, to me zanima. Ja, ne smem reči, da ne. Je pa treba veliko, bi rekel, spodbujati, oziroma spet, ne, prej, ko pridemo v družino, ne, da na nek način se o tem pogovarjamo. Ja, se da. Je pa absolutno to, kar si rekel, vse drži, ne. Je pa stvar taka, ne, ljudje smo ratali komot, ne. Nam je bolj komot, ne, tako kot smo se prej pogovarjali, nekoga, ki je bolan, dati v bolnico in potem počakati, grdo rečeno, na ne bom rekel tisto, kar sem prej rekel, ampak žaro, ne, in potem v 4 urah gremo. Kdo se je tukaj uspel posloviti od koga? Torej, že v tej fazi umiranja ni bilo nekakršnega zaključevanja odnosov, ker se še nekako bojimo soočati, bi rekel, s človekom, ko je še živ, ne. Potem pa, ne, to, kar si rekel, ne, torej vsi ti običaji, ali pa bi rekel obredje, če smem temu tako reči, ne, ob slovesu, ne, so imeli seveda globoko verski pomen. Ne pa samo tega, ne. A veš, ne, nekoga, ko so ljudje čuli 3 dni pri nekom, ne, v tistih dneh, ko je bilo najhujš, ko je bila rana izgube najbolj boleča, ne, ja, niso bili sami, ne, po dnevi in po noči. Potem, ne vem, je bil 7. dan spet, bi rekel, so molili, ampak ne samo to, ne, ponovno so se srečali, a rabite še kaj, ne. Da ne govorim 30. dan in tako naprej, ne. Jaz ne mislim, da verjetno, ne, da bi te ponovno čuli 3 dni, ne, ampak, ne, če se ozreš malo okoli, ne, naše mrliške vežice so, bi rekel, 1 stopnjo višje. Jaz si predstavljam, da nekdo ne more biti doma, ne vem, v bloku, ne, ampak riskirajte pa en večer, ne, pa bodite tam, dajte možnost, da se drugi poslovijo od vaše drage osebe in potem, ne, potem naslednji dan pa imejte pogreb, tako kot se spodobi. Hvala. Alenka, danes smo čist drugje. Danes smo v situaciji, ko se pogovarjamo ne samo o detabuizaciji smrti kot take, ampak o pospeševanju smrti, o evtanaziji, o pomoči pri samomoru, ki naj bi bila avtonomna smrt, pa to ni, ne, se pravi. Ti si pravnica. Kaj nam lahko poveš o tem zakonu, ki se pripravlja, ki prihaja in ki se zdi, kot da je neizbežen, pa je to samo zaradi nasilja tistih, ki so pač trenutno ideološko močnejši.
ali pa ideološko šuhnejši, imajo pa večjo moč. Ja, jaz bi tako mogoče se malo vrnila nazaj, pač, ker je bilo že prej nekako nakazano s tistim kombijem, ne. Jaz mislim, da mi smo postali zelo, tako bi rekla, pretvarjajoča družba, ne. Pred dnevi sem bila posvet v Državnem zboru glede pomoči starejšim in upokojencem in veliko besed se je namenilo izrazoslovju, ne, da smo opozarjali na to, da smo dolgoživa družba, ne, da se ne uporabljajo neki izrazi starejši in stari, ampak tako, jaz se nimam več za mlado, recimo, za mene so mladi ljudje do 30 let in s tem nimam nobenih težav. V redu je, da se staram, v redu je, da zorim. Jaz svojim prispevkom v življenju nekaj dam, kar nisem mogla dati pri 20 in kar pri 40 ne morem, kar lahko Jani pri 60. In to so stvari, ki jih nočemo sprejeti. Potrebujemo razne tretmaje in tako naprej in to je odgovor po moje v veliki meri na vse. In tudi zdaj nimamo zakon o evtanaziji, mi imamo predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Torej, a lahko mi z nekimi, kako bi rekla, umetnimi mehanizmi govorimo o stvareh, ki ne pritiče pomoči. Torej, mi smo v svet po drugi svetovni vojni je velike napore namenil spoštovanju temeljnih človekovih pravic, da smo spravili civilizacijo na nek nivo. Življenje smo postavili kot najvišjo vrednoto, v katero se v določenih primerih niti v izrednih razmerah ne sme posegati. Danes pa to, kar jaz uvrščam v tako imenovane kogentne določbe, ki se ne morejo prostovoljno urejati drugače, spravljajo na nivo prostovoljnega urejanja. In jaz to vidim prvo kot pravnica, prvo težavo, ki vidim, da odločamo o nečem, o čemer ne moremo odločati. In smrt, se pravi, iz kazenske zakonodaje smo ukinili torej smrtno kazen. Zaradi česa? Zaradi tega, ker obstaja možnost napake. Predlagalci tega zakona so pa v uvodu navedli, da zlorab niso mogoče, hkrati pa na koncu določili varuha človekovih pravic kot nadzornega organa, kar je sam včeraj na okrogli mizi na posvetu Zdravniške zbornice povedal, da to v osnovi nasprotuje njegovemu poslanstvu, njegovim obveznostim, ki jih mora izpolnjevati po ustavi in po zakonu, in tega ni naredila nobena država, ki ima uzakonjeno evtanazijo. Tako da jaz pri tem zakonu v osnovi vidim, da to, kar predlagalci prikazujejo med ljudmi in družbo in tako naprej, da gre za lajšanje in za spoštovanje njihovega dostojanstva, predstavlja pesek v oči. O tem bi lahko govorili takrat, ko bi ti ljudje, ki trpijo in mogoče želijo zaključiti življenje, imeli možnost izbire. Zdaj je nimamo. Zaradi tega, ker Slovenija nima sistemsko za vse državljane pod enakimi pogoji urejene paliativne in hospic oskrbe na nivoju države. Paliativni timi kot taki, ki delujejo v javnem sistemu zdravstvenem, so ustanovljene samo v 5 krajih v Republiki Sloveniji. Kaj konkretno dela paliativni tim? Recimo, kakšna je paliativna oskrba, o čemer se zelo veliko govori, pa bi rad majčken bolj, da gremo čisto na preprost nivo, da majčken zdefiniramo pojem, da povemo, kaj to je. Po definiciji Svetovne zdravstvene organizacije paliativna oskrba predstavlja vso tisto blažilno oskrbo, ki lajša simptome nekega bolezenskega obdobja in se začne lahko že mnogo prej in ne predstavlja samo podpore rakavim bolnikom, lahko tudi sladkornim, recimo že jaz bila delno deležna neke paliativne oskrbe zaradi težav, ki jih imam in tako naprej. Paliativna oskrba se začne mnogo prej kot recimo hospic oskrba. Naša hospic oskrba pa nastopi v zadnjem življenjskem obdobju, ko pa je medicina v smislu zdravljanja, izboljšanja življenja in tako naprej opravlja že vse. Medtem ko paliativna hospic oskrba se začne mnogo prej. In paliativni timi so oblikovani v bolnišnici kot neka baza, sestavljajo onkolog ali pa zdravnik, medicinska sestra, socialna delavka in potem ta tim pride do bolnika tudi domov, kjer biva in se potem vzpostavljajo te blažilni
podporni mehanizmi, ki podprejo človeka celostno. Hospic oskrba je pa v vseh območjih, tako kot smo rekli, da se je začela 67. leta, je začela Cicely Saunders v Angliji, je dejansko vzniknila iz te civilne iniciative, torej povsod, in je vedno začela tako nekako na društvenem nivoju delovati kot mi, zato ker je pač ta pristop bolj nekako, bi rekla, mehek na kak način in omogoča spoštovanje teh temeljnih človekovih pravic in podporo na nekem drugem nivoju. Je pa tako, da v Evropi recimo je prišlo do razvoja. Jaz sem bila letos oziroma lani oktobra v Münstru, kjer so zdaj uzakonili že paliativno hospic oskrbo, imajo zakon o paliativni hospic oskrbi in so tudi povedali, da je dejansko trajalo nekje 30 let, da je prišlo do tega, da se sistemsko umestila. In zdaj, če jaz konkretno v tem primeru sprejemanja tega zakona se sprašujem o vrstnem redu regulacije, pri nas moramo najprej sistem paliativne hospic oskrbe uzakoniti, postaviti trdne temelje, govoriti o tem, da ljudje imajo dejansko možnost izbire in šele potem mogoče razmišljati. Jaz bi mogoče samo to še, kar sem slišala na enem od simpozijev pred leti, povedala, eutanazija je bila, z njej so se začeli pogovarjati in začeli so jo uvajati iz enega samega razloga, iz zelo, zelo miniaturnega procenta bolečine telesne, ki je res mogoče ni možno s terapijo olajšati. Medtem ko se je zdaj razširila na vse oblike trpljenja in so jo vrgli na subjektivni nivo, kar je v osnovi sporno. Točno. Jani, se pravi, to gre malo za princip kuhane žabe, ne, Alenka? Se pravi, začne se nekje, kjer se res zdi upravičeno, ne? Mislim, da smo v tem primeru bili tudi v Sloveniji precej deležni propagande, če tako rečem, od preverjenega in naprej te nekdanje ravnateljice, ki je šla zdaj v Švico, mislim, zelo močno predstavljena zgodba, ki je pripravljala medijski teren za to, da bi bili ljudje temu pač nekako bolj naklonjeni. In moram reči, ko se pogovarjaš z ljudmi, mnogim se zdi to kar nekako malo upravičeno. V smislu, ja pa da res ne bomo toliko trpeli. Pa tako ne. Se pravi, je nek na videz človekoljuben element tukaj zraven, ne? Trpljenja se bojimo kot hudič križa dobesedno, ne? Se pravi. Ampak kam vodijo te zadeve, recimo sodeč po izkušnjah iz tujine, mogoče? Jaz bi rekel, ne, iz izkušenj v delu z umirajočimi, ne. Mi smo dejansko imeli nekaj primerov, ko so nas ob začetku, ko smo se srečali, so nas prosili, ne, a mi boste pomagali umreti, ne. Ja, bomo z vami, ne. Ne, mislim, ko bo hudo, ne, če bom dobil pač injekcijo kakorkoli že, ne. Mi smo rekli seveda, da se s tem ne ukvarjamo, ampak tisto, kar nas pa še bolj utrjuje v neki upravičenosti našega dela, ne, ko je tak, ki je izrazil željo, bil nekaj časa v naši oskrbi, se pravi, ko ga ni bolelo, ko ni bil žejen, ko ni bil sam, ko smo mu pomagali narediti neke korake v tem zaključevanju življenja, nikoli več ni rekel, da bi vzel ali pa prosil za pomoč pri končanju življenja, ali pa, če zelo kruto rečem, ne, nič se mu ni mudilo umreti, ne. In bi rekel, moja izkušnja je, ne, da je dejansko prekinitev življenja kakršnakoli, ne, to je nekaj, ne, bi rekel, ne gre za to za verski, ideološki ali kakršenkoli razlog, ampak dejansko človek ni narejen za to, ko mi spremljamo nekoga do smrti. Telo se bori do konca, vsak dih na koncu je prigaran. Je prigaran, se pravi, ni nekaj, zdaj sem se pa jaz udal, ne. Dr. Petra Gornik, šefica paliativnega tima v Novem mestu, ne, bolnici Novo mesto, ona, sem parkrat so skupaj bila na predavanjih, detabuizacijskih dogodkih in tako naprej. Ona tako lepo reče, ne, bi rekel, seveda bi to kakšen zdravnik še lepše pojasnil, ne, ampak ona reče, ona pravi, zakaj prehitevati, če ima pa telo vgrajen program zaključevanja življenja, ki, bi rekel, ki ga mi laiki, ki to spremljamo, ne, bi rekel, ga opaziš, ne. Se pravi, kaj pa je drugega, ko, ne vem, v zadnjih dnevih življenja človek
postane, bi rekel, veliko spi, mogoče je to prvi znak, da se je vključil program umiranja. Ne vem, pa ne vem, da ratajo periferni organi, ratajo malo modri, ne, se pravi, ni več potrebe, da bi kri ne vem kako intenzivno, pa da se jaz ne zapletam v medicinske raziskave. No, ampak mene čisto zanima tako par takih zelo očitnih znakov umiranja, to mi je tako zanimivo. Ja, prvič je manjša odzivnost, več se spi, nič več ni potrebe po hrani, pijači, odzivnost se zmanjšuje, počasi gre to v komo. Ne. Zanimivo je tudi, ne, to sem tudi to zdravnica vprašal, pa je rekla, da je to nekaj najbolj normalnega. Ne. Recimo, da se ob koncu življenja tudi potreba po analgetikih zmanjšuje, ne, ker telo, ne, spet smo pri tem programu zaključevanja življenja. Tako. Tako da ja, in bi rekel, ne, mene dejansko skrbi, ne, kako na nek lahkoten način hočemo uzakoniti nekaj, kar je lahko zelo, zelo, zelo nevarno. Ne. Tukaj bi mogli, bi rekel, res goreti vsi alarmi, da se ne da na hitro nekaj sprejmemo, ampak da poskušamo najti alternativo temu, bi rekel, da bi rekel, človek lahko odločil v življenju drugega. Ne. Alenka, kakšne so tle res te nevarnosti? Se mi zdi, da je zelo hitro lahko pride do zlorab tega instituta. Potem, mislim, poznamo primere iz tujine, ko se poveča število evtanazij pred odhodom na dopuste, ker svojci hočejo pospraviti. Zdaj, tako bom rekla, jaz bi že res bila vesela, če bodo državljani prebrali ta predlog zakona in tudi s spremnim tekstom in bodo našli poglavje, v katerem piše, koliko stane paliativna hospic oskrba in koliko stane dolgotrajna oskrba in koliko bo stalo se pravi ta strošek predčasnega zaključka življenja. In ko nekdo začne kalkulirati, potem se lahko vprašamo, kakšno vrednost postavimo življenju. In kdo smo, da bomo nekomu svobodno dovolili, da zagotavlja to svoje dostojanstvo na način, da bomo povedali, kakšen strošek predstavlja družbi in seveda svojcem. In če se poskušamo oživeti, jaz mislim, da to se treba vzeti 5 minut časa, se vsteti nekaj v gosti in razmisliti o tem, zdaj, ko smo vitalni, da ležimo v posteli in smo še vedno srečni, ko nam malo priprejo okno in slišimo ptičje petje in nam ga bojo vzeli zato, ker bomo breme nekomu. In mogoče bom jaz kot nekdo se čutila kot breme nekomu. In a mi bo dobro. In jaz se rada povem, da bi mogli dejansko te občutke doživljanja, kako si bolan in ko si zdrav, trenirati že prej, ko imamo angino. Ker ko sem jaz doma in ležim in drugi, ki sicer od mene pričakujejo, da jim bom stregla in bom za njih nekaj naredila, tega ne morem, da znam pri sebi, jaz kot bolana, sprejeti dejstvo, da si lahko dovolim biti bolna 5 dni in ležati in da mi svojci ne dajo občutka krivde. In da, ko bomo znali to trenirati zdaj, ko smo še, ko ne gre za resne stvari, bomo ta trening do te mere pripeljali tudi takrat, ko bo šlo za res. In si dovolili tudi čutiti slabe stvari, ki se ne mogoče zdijo slabo. Ko jaz skrbim za svojca, ki je hudo bolan, sem tudi sitna, ne? In da imam nekoga od hospic, ki pride in reče, v redu je, pojdi ven na sprehod, ves čas bom jaz s teboj in ne rabiš skrbeti. In ne imeti občutka krivda, ker tako čutiš, povej, ne, daj ven in tako naprej. To so stvari, o katerih ne govorimo, ker to ni všečno. Ker gre naprej, pa predolgo govorimo, imamo hitra sporočila in o globokih, resnih stvareh se hitro ne da veliko povedati. Mogoče ne sem še kakšna nevarnost tega, ker si ti ne toliko pravniška, ne, ampak recimo mi se dejansko ne, še nismo zmenili, tudi kar se terminologije tiče. Ne. Recimo govori se, velikokrat slišim, ne, pasivna evtanazija. Ne. To ne obstaja, ne. To se pogovarjamo o lesenem štedilniku. Ne. Evtanazija pomeni neposreden poseg nekoga drugega, v tem primeru zdravnika, v človekovo telo, torej da skrajšaš življenje. Ne. Kaj hočem povedati? Ne? Tudi mi v hospicu se ne zavzemamo za to, da bi se življenje, bi rekel, podaljševalo v nedogled, da bi se pravzaprav, izkušnje govorijo, ne, da se podaljšuje trpljenje, ne,
kaj hočem reči, ne, mi velikokrat spodbujamo, ne, ali pa bi rekel čisto osnova, ne, koliko imamo mi klicev, joj, naša mama je nehala jesti, kaj ćemo narediti, če ne bo jedla, bo umrla, ne. Ni res, ne. Ona je nehala jesti zaradi tega, ker je bolezen napredovala in ona bo umrla zaradi tega, ker je bolezen napredovala. Tako, ne pa obratno. Bi rekel, izkušnja tudi govori, ne, ko moramo včasih spodbujati svojce v tem smislu, ne, ko v tej skrbi, Bog ne daj, da bi karkoli kritiziral svojce, ne, ampak sej, jaz verjetno, če ne bi bil v hospicu, pa imel te izkušnje, pa poslušal nekaj predavanja v zvezi s tem, ne, bi tudi podobno razmišljal, ne, ampak, a veste, ne, veliko lažje je kakšno napravo ne priključiti, zaradi tega, ker bo samo podaljšvala eno trpljenje, ne, rajš pustiti naravi, mi verni rečemo Bogu kakorkoli, da to naredi v buri, ki jo je on določil, ne. Zakaj? Zaradi tega, ker se pa potem zgodi, da je lahko velika zadrega, ne, ko ta naprava podaljšuje trpljenje in jo še veliko težje izključiti, ne. Tako da, ne, mi ne podaljšujemo, Bog ne dej, ne, bi rekel, kolikrat smo res v tej situaciji, ko moramo podpreti, ne, svojce v tem, da ne priključijo česa, ne. Alenka, temu se strokovno reče kako? Ja, zdaj tako, jaz bi tako, tudi ti predlagalci zakona nekako zavajajo, da mi imamo de facto že uzakonjeno to pomoč pri tem in ravno s tem argumentirajo, da je tudi temu zato, ker se potem zdravnik odloči, da ne bo nekoga reanimiral in to je pač njihovo tveganje. To ne drži in tudi zdravniki jasno povedo, da oni kot strokovnjaki ocenijo, kdaj je situacija taka, da se odločijo, da se ne reanimira človeka, ki je v terminalni fazi v zadnjem življenjskem obdobju, ker bi s tem podaljševali trpljenje. To je osnova njihovega dejansko poklicne etike. In jaz mislim, navajanje teh predlagalcev ravno v tem, da to gre dejansko že za evtanazijo, popolnoma ne drži. Dejansko je tak način ravnanja, torej podaljševanje preko tistih naravnih meja, predvsem na ekvivalentnem nivoju za evtanazijo, ker mi v vsakem primeru presegamo nekaj, kar je narava pač dovolila, da dozori, kot sadež na drevesu. In jaz osebno menim, da tukaj je pač neke vrste zavajanje, verjetno si pa mislil v naprejšnjo voljo. Se pravi, zakon o pacientovih pravicah omogoča nam vsem, da mi lahko izrazimo polnoletne osebe lahko same izrazijo, da ne želijo takega načina, se pravi, oživljanja, ko je zdravljenje zaključeno, ko smo v takem stanju zdravstvene, da medicina ne predvideva več izboljšanja stanja in v tej izjavi naprej pač to pri notarju ali kakorkoli izjavimo in se ta izjava potem hrani in če se takrat, ko jaz recimo ne bom več mogla povedati tega, ker dokler jaz lahko povem, ni problem je takrat, ko ne morem več povedati, pa tega ne bi želela, to izjavim. Me pa nagovorila pač pred časom ena izjava zdravnice, ki se ukvarja s tem in je zelo pomembno opozorila na pomen kontinuiranega preverjanja te moje izjave, ker imeli smo ALS bolnike, to ALS bolezen je takšna, ker prihaja do odmiranja tega pač, celic in dejansko potem na koncu prihaja do tega, da oseba ne more dihati, ne. In je v neki fazi začetni podpisala izjavo in tako naprej, kasneje, ko je šlo pa zares, ko se že to dogajalo, je pa svojo izjavo preklicala. In kar se meni, ko berem ta zakon, najbolj problematično zdi ravno to, da je zapisano, da lahko kadarkoli do konca to izjavi. Ampak kako je pa takrat, ko jaz na koncu več ne morem govoriti? Pa bi rekla, le bom pa še počakala, če sem do sem prišla, bom še pa do konca, pa sem si mogoče premislila, pa ne bom izjavila in tega ne bom niče. Nimaš ti možnosti. Tako, in tudi druga stvar, tako kot je Jani že omenil, samomor. Pa se ve, kaj je samomor. Tudi samomor je stvar narave. Tudi samomor se ne zgodi samo, mislim, tukaj gre za degradacijo, bi rekla, psihološke, psihoterapevtske in še medicinske znanosti, ki je v desetletjih prišla do nekih spoznanj, zakaj prihaja do samomora in zakaj privede do tega. Samo trpljenje ni. Zdravniki, ki delajo dlje časa z kroničnim bolnim, včeraj je nefrologinja, pač, ki se ukvarja z dializnimi bolniki. Dializni bolnik samo na dializo enkrat ne bi šel. Pa trpi, seveda trpi. Pa je rekla, da takih primerov, če se je zgodil en v 30 letih.
Se pravi, on, če ne bi enkrat prišel na bi dializo, umrl, bi in umrl. vsi to vejo, pa tega ne naredijo. Tako da posploševanje, sklicevanje, 50 ljudi na leto v Sloveniji z 2 milijona prebivalcev, to je ogromno ljudi. To ne opravičuje tistega miniaturnega procenta neregulirane bolečine telesne, ki naj bi opravičevala to. Katera številka je to 50 ljudi, kaj to pomeni? V predlogu zakona predvidevajo, da bo nekje do 50 ljudi se na leto evtanaziralo. Odločilo za evtanazijo. Tako da oni že v samem predlogu navajajo, koliko predvidevajo. Potem so oni tudi že tako čisto utilitaristično pomengelejevsko zračunali, koliko bo to prehranilo državni blagajni. Tako, ja. Mene še dve stvari, bi rekel, tako na nek način skrbita. Prvo je ta, spet ta lahkotnost sprejemanja. Se pravi, jaz, če samomorilcu pomagam, da naredi samomor, sem kazensko odgovoren. Torej, kaj ta zakon govori nekaj drugega. Ni to čisto protiustavno v resnici? In še ena stvar, bi rekel, oprosti, si omenila to nefrologinjo. Jaz sem pa govoril z enim urgentnim zdravnikom, ki mi pa dejansko bi rekel, ne bi bil rad v njegovi koži. Je rekel, pravi, jaz grem dopoldne reševati, ne vem, samomorilca, če zelo grdo rečem, snemati z drevesa. Se pravi, bom naredil vse, da bo preživel, popoldne bom pa mogel nekoga eutanazirati. Je rekel, prav, meni se bo zmešalo. To je zelo pomemben aspekt, ki ga je zdaj pač odprl. Zdaj so izšle 2 knjige v angleščini, kjer se opisujejo stiske zdravnikov, ki morajo to početi, ostalega medicinskega osebja in tudi svojcev, ki so mogli sprejemati odločitve, ker takrat prihaja do nekih sprememb, in to so konkretne zgodbe. In te zgodbe gre prebrati zaradi nekih bodočih stvari. Jaz osebno trenutno mislim, da v Sloveniji nimamo niti temeljev. Osnovnega razumevanja je. Ja, se pravi, tudi sam zakon je osnovo temelj zgrešen, kot si omenil, torej je neustaven trenutno, ker 17. člen Ustave življenje predstavlja kot vrednota, ki je nedotakljiva. In zdaj, kar se tiče kazenskega zakonika, se so s tem zakonom te določbe razveljavili. Se pravi, so vse posod, kjer so v trenutnem pravnem sistemu, mi imamo varovalke za zaščito življenja in tako naprej. In je zakonsko, kot je včeraj profesor Krajnc povedal, trenutno je poseg v življenje dopusten samo v eni stvari, to je v primeru silobrana. Vse ostalo je nezakonito in neustavno. Tako da tukaj zakon je v osnovi trenutno za moje pojme neustaven. Seveda bi potem z neko interpretacijo lahko prišli marsikam in to je tisto, kar je pač osebno jaz menim problematično, tako kot sem rekla in na samem začetku. Mi nimamo osnovnega urejenega zdravstva, socialnega varstva in paliativne hospice oskrbe in dokler tega ni, mi nimamo niti temeljev. In drugi temelj, ki bi mogel obstajati, je, da je za to stroka. Pri nas so zdravniki, ki so temeljna stroka na tem področju, popolnoma in odkrito proti. Jaz zaenkrat, če nisem, verjetno obstaja kdo, ki se bi strinjal s tem, jaz pa trenutno nikogar ne poznam, ampak zagotovo pa je večina zdravstvene stroke proti temu. Govorim o zdravniški zbornici in tako naprej. Zakaj torej tako močan poriv? Se pravi, gre za ideološko ozadje? To bi jaz težko ocenjevala, ker se niti ne želim fokusirati na ta področja, ki ne sodijo, niti ne želim pavšalno ocenjevati stvari, ker to vidim na nasprotni strani, zdi se mi nestrokovno. Bolj se mi zdi pomembno to, kar v realni oceni lahko vidimo. Tako da tukaj osnovno sorazmernost, se pravi osnovno ravnovesje, ki ga mi v družbi ali pa v pravu ali pa kjerkoli moramo vzpostaviti, tukaj ga ni. Se pravi, mi smo tu in dokler tega ne bomo dosegli v družbi, se ne moramo o tem pogovarjati, ker je to osnovi tveganje. Pustimo vsa ostala tveganja, ki, tam gledamo ta formalistični postopek, se mora se 3-krat odločiti, pa ga še komisija pogleda, pa ta obrazec izpolni, pa oni obrazec izpolni. Letos v kratkem se nam je zgodilo zamenjava pacientov. A je to možno preprečiti? In zakaj, kot sem prej rekla, smo ukinili smrtno kazen zaradi majhnega procenta, mislim majhnega, lahko velikega, ampak zaradi možnosti zmote. In tu gre za nepopravljive posledice. Tukaj se ne more. Na simpozijih opozarjajo, recimo, če vzamemo alternativo pri
spreminjanju spolov, ne? Ko so se določeni odločili, zdaj tožijo zdravnike zaradi tega, ker jih niso dovolj seznanili z možnosti in posledicami, ki bodo to prenesle. Kdo bo danes tukaj tožil? Tukaj je nemogoče, ko je življenje zaključeno. In nismo naredili posledic samo za tistega, ki umre, ampak za celo njegovo okolico. In da ne govorimo o tem, mi, kljub temu, da pač predlagalci zakona pravijo, da bo to samo za naše državljane, ampak mi živimo v Evropski uniji. Mi se ne moramo pretvarjati, da pravni red Evropske unije ne velja. In ko bo šel nekdo v Evropsko sodišče, ali smo mi pripravljeni na druge ljudi, ki bodo želeli te storitve pri nas? Ali se bo to razvilo tudi o tem, ali kdo razmišlja o tem, da lahko pride do, ne vem, do tržnih oblik tega. Čeprav trenutno seveda piše, da to ni mogoče, ampak se noben zakon ni ostal večen. Stvari grejo ponovadi. Potem pa še na sodišče in tako naprej. Jaz bi mogoče samo to, kar se teh stvari tiče, iz tujine, ki jih slišimo stvari, ne. Tudi včeraj, ker sem pač slišala od strokovnjake v te zadeve, zato upam pač to reči, recimo trgovina z organi, ne. Vemo, kdo so primerni darovalci, to so mladi in zdravi ljudje. In evtanazija se v tujini ne uporablja samo za, tako kot smo rekli, za rakove bolnike, za osebe s težavami v duševnem zdravju. Za otroke. In meni osebno kot pravnici ni jasno, kako je to možno. Za ljudi, ki se počutijo depresivni. Jaz sem v okviru avtonomije lahko zelo svobodna. Jaz lahko recimo sama se odločim, ali se bom zdravila, ali se ne bom. To sodi v mojo avtonomijo. Če imam pa težave, recimo, da sem, ne vem, nimam realne presoje realnosti, ni v redu, imam težave, neke, s katero jaz ne ocenim situacije dobro. Mi je recimo postavljen skrbnik za neke pravno-formalne zadeve. Še vedno bom lahko odločila, da se ne bom zdravila, ker to sodi v mojo avtonomijo. Ali lahko mi področje avtonomije razširimo tudi na področje, ko bo šel za zaključek življenja, če imam težave, če se ve, da obstajajo tveganja. Kako bomo mi določili, da so me najdli v svetlem trenutku, ker pač v pravo velja, da če jaz tudi, če nisem sposobna sklepati pravnih poslov, jih sklenem v času, ko sem razumna, torej sem v svetlem trenutku. Kdo bo ocenjeval ta trenutek, ki je lahko samo ta trenutek? Proces se pa pri zaključevanju življenja seveda traja daljše časovno obdobje. Če sem jaz zdaj v svetlem trenutku, ko se odločim, da bom šla do zaključek in bo nastopila situacijo, ko mi bojo dali to učinkovino, pa mogoče ne bom več. A je to dopustno? Torej, tu, ki se igramo Boga. Ja, točno tako. In tam, kjer se začnemo igrati Boga, ne bomo vzpostavili nikoli v življenju, po moji oceni, to nas je naučila zgodovina. To se je že vse dogajalo, o čemer se danes pogovarjamo, to ni nič novega. Samo mi smo vmes pozabili, ker nas je zunanji vplivi, neki zunanje mehanizmi prepričali to, da imamo narobe, ne. Izgubili smo stik s seboj, izgubili smo stik z naravo. Gre za kulturo smrti, kot je rekel papež Janez Pavel II, ne. Tako pri splavu kot pri končanju življenja umetnem, ne, kjer v bistvu se res mi igramo Boga, ne. Meni je izjemno močna pričevalka naša Sara Ahlin Doljak, ne, ki je bila včeraj tudi na tem posvetu prisotna, ne. Ona s svojim bitjem in žitjem pričuje, kako pomembno je, ne, in tudi s to knjigo da življenje, ne. Tako, zato, ko se mi začnemo pogovarjati o teh stvareh, je izjemno težko govoriti iz take pozicije, kot smo zdaj mi tule. Ljudje, kot je Sara, ali pa en tak izjemen človek je še Max Lenart Černelč, fant star 18 let, dijak Škofijske gimnazije v Ljubljani. On je podoben pričevalec. Jaz sem ga poslušala 2-krat na simpoziju medicinske etike in to je izjemen talent in izjemen človek in on je pravno tako vse te etično zelo sporne področja iz svoje perspektive povedal kot človek, ki je na invalidskem vozičku in ne more, v bistvu ničesar sam podobno ne kot Sara, ampak izjemen izjemne stvari in on je prikazal ravno tako kvaliteto življenja. Zakaj je moje življenje vredno manj, zakaj ga nisem vreden? Zakaj bi bilo samo to, da se lahko sam oblečem, sam obujem, sam grem na stranišče, tisto, kar določa vrednost. Tako. In jaz bom tako rekla, jaz ne morem soditi, kakšno je njihove življenje. Oni pa ne morejo soditi, kaj jaz čutim, ko jim pomagam, če jim. Se pravi, jaz imam slučajno tudi to priložnost v življenju živeti
s človekom, ki je na vozičku. In meni je izjemno pomembno, ko sem z njim zaplešem, on na vozičku, jaz tako. In ne zdi se mi pošteno, da tudi tisti ljudje, ki so odvisni od drugih, mislijo, da so nam samo breme in da mi od njih nič nimamo. Tako da ena taka vrednost, ki težko najdeš besed, ne, ki jim težko nameniš prostor v tem hitrem užitkarskem svetu, se mi zdijo pa izjemno pomembne, iz njih se raste dobro. Tako da to se mi zdi nekako problematično. No. Hvala. Jani, morda za zaključek. Pri družini in življenju pravimo, gradimo odnose, za katere je vredno živeti in jih prenašati naprej. Ne? In prav, Alenka, ti si se dotaknila tega vidika odnosnega in tega, kaj drugemu damo, tudi kadar nismo v taki tipični funkcijski, ne, se pravi poziciji, da lahko daš pa narediš nekaj, ampak si vreden sam na sebi. Ne? Proces zaključevanja odnosov je nekaj, kar je izjemno pomembno pri tem, ko se soočamo z odhajanjem. Tako. Ja, res pri tem zaključevanju odnosov je res najbolj bistveno to, da nekako podpreš družino, kjer imajo umirajočega, v tem, da se pravzaprav sami na nek način pogovarjamo. Jaz včasih se pohecam, ne, da smo pravzaprav hospicovci tukaj tako kot boksarski trenerji. Ne. Mi smo v kotu, ne, kjer vedno lahko podamo brisačo, medtem ko morajo pa, bi rekel, ta boj, zaključevanje odnosov ali kakorkoli se že temu reče, ne, mora pa izbojevati družina, posameznik, kakorkoli vsak zase. Ne. Ja, zanimivo je, ne, tukaj naše opažanje, kako mi v skrbi za drugega nekako damo, bi rekel, svoj pogled, kot je Alenka rekla, ne, nihče ne more ocenjevati pogleda drugega. Kaj hočem povedati? Ne, jaz sem imel možnost spremljati tega že kar precej časa, eno 6-letno punčko, ki je umirala, na koncu je tudi umrla, ne, in za njo je bilo poskrbljeno, bi rekel, vrhunsko. Ne. Mama je skrbela za njo, ne. Pripovedujem pa zgodbo zaradi tega, da se vidi ta, kako bi človek rekel, dragocenost pogleda od zunaj, ne, bi človek rekel, ne. Po drugi strani pa ne, res ne, kako, ko si v situaciji, ko si z nemočnim, ne, kako moraš predvsem sebe dati nazaj, pa predvsem poslušati, gledati, saj pravzaprav to, kar bi mogli v življenju delati, ne, pa včasih se nekateri to naučijo na koncu. Ne. No, ta punčka, ne, je vzorno je bilo poskrbljeno za njo, to res vse, ne, in jaz ne bom nikoli pozabil, četrtek je bil, ko sem jaz prvič prišel k njej na obisk, ne. No, in smo se igrala, luštno je bilo, res fajn, ne. Mama je šla na, ne vem, po opravkih v mestu, 2-3 ure sem jaz tam preživel pri njej, ne. No, in ko se je začel približevati čas prihoda mame, ne, punčka, nekaj ni bilo več tako, kot je bilo prej, ne. Pa sem rekel, ja, saj zdaj bo mamica prišla, ja, prav, pa ne bi rada videla, ne, ja, kaj pa je narobe, ne. Ja, veš, danes je četrtek, jo, prav, ne, saj fajn, ne. Pa je rekla punčka, je rekla, prav, veš, mamica meni ob četrtkih glavo umiva, ne, to mi gre pa strašno na živce, ne. Aha, in ko je mama prišla, ne, sem jaz to poskušal ubesediti, ne, pač gospa je imela pa, bi rekel, na eni strani v svoji nemoči, ne, je imela, bi rekel, zelo strukturiran, v kljukicah na eni strani, ne, na drugi strani pa, mislim, Bog ne daj, ne bi smel, jaz ne smem nobene besede reči proti temu, kako je bilo za tega otročka poskrbljeno, res vrhunsko, ne. No, in jaz sem v to besedo, ne, na začetku seveda je bilo malo revolta, ne, pa kaj se mešate v tem smislu, rekel si, ne, se jaz sem, mogoče pa vprašajte, če bi, ne, na tak način, ne. Skratka, tisti četrtek smo preživeli brez umivanja las, ne, ta manjca mi je rekla, Janja, boš drugič tudi v četrtek prišel, ne. No, skratka, ne, prišlo je do tega, da so to umivanje las nekako
črtali iz urnika ali pa bi rekel precej zmanjšali, mislim, da sem bil 5-krat pri tej punčki. Skratka, hočem povedati to, kako je, to, kar si rekel, bi rekel, ti odnosi so tako, bi rekel, pretkani in če jih uspemo, bi rekel, na koncu vse nikoli ne zaključimo, ampak tiste bistvene je pa fejst. In mi tukaj ne prihajamo kot eni, bi človek rekel, rušilci teh odnosov, ampak predvsem bi rekel tisti, ki nekako poskušamo, se pravim, spodbuditi tako umirajoče kot njihove svojce v to smer, da se pripelje to življenje k koncu. Pa, kar si rekel, odnosi, to vedno znova me pretrese včasih, ko prideš k družini, pa začneš te odnose pravzaprav na nek način mehčati, ne upajo si tudi povedati diagnoze, to je pretresljivo, ko ne zmore družina povedati tistemu, ki umira, kaj pravzaprav je. Smo včasih tudi, bi rekel, tako v precepu, spet pa nič na silo, to ti v tem proučevanju odnosov verjetno še bolj veš. V bistvu mi smo sem tisti, ki držimo na nek način odprt prostor. Omogočate odpiranje prostora, in občutljivost. Na eni strani in na drugi strani, veš, iskati tisti primeren trenutek. Moja izkušnja je, da jaz še nisem srečal umirajočega, ki ne bi vedel, kaj mu je. Ampak je testiral, Je testiral pri zdravniku, je testiral pri svojcih. Če ti povem, kolikrat smo mi vprašani, ali bom jaz umrl, Kaj ti jaz lahko rečem, Ne boš, Ja, boš, Kaj ti čutiš? Kaj pa vi čutite? In recimo, to je tisto, bi rekel, držanje prostora. Kakšen se umakne, premišljuje, kakšen reče, ja, ne vem, bi rekel, ampak v bistvu hospicovci smo, kako bi to rekel, tisti, ki zdržimo, bi rekel, mogoče definicija je ta, mi nismo nobeni heroji, se pravi, kakšen heroj si, če jokaš, ko nekdo umre, hecam se mal, ampak mi zdržimo takrat, ko drugi uidejo, Jaz ne bom ušel pred vprašanjem, ali bom umrl. Kaj mislite? Premislite. Pa, da pa ne bo, bi rekel, mogoče kot nek zaključek, pri tem umiranju je še en kup lepih stvari, en kup humorja, en kup, bi rekel, to nas učijo ti umirajoči. Smo spremljali Gospod, smo praznovali, 85. rojstni dan, 10 dni pred smrtjo, smo odprli šampanc, sem natočil takole okrog, zapeli, pa pravim gospej, a vam še malo natočim, Je rekla, Jani, to pa ne, če še enega spijem, bom obležala. Tako da, mislim, en kup je tukaj še, povedal sem to ne zato, ker bi rekel, bilo samo lepo, ampak zaradi tega, ker je škoda teh dragocenih trenutkov, ki še so, ki bi rekel, ki jih ne bi bilo, če ne bi rekel, družina skupaj z nami ustrajalo do konca. No, to je to. To mora biti sporočilo, ki ga puščamo po tej oddaji, se pravi, dragoceno je ta proces spremljati, si upati iti tudi v bolečino, si upati iti v težko situacijo, ker obenem imamo vsi priložnost zaključiti zgodbo, tako kot je prav, zaključiti odnos, se zraven tudi kaj naučiti zase in tudi ta, ki odhaja, se nauči, da je vreden, takšen kot je. Alenka, kje točno lahko ljudje pridejo do informacij o vas, kako vas lahko najdejo? Mi predvsej delamo na tem programu detabuizacija, tako da dostopni so podatki na spletni strani hospic.si, potem Facebook stran lahko spremljajo, tudi glede naših dogodkov. Tako da tudi, če bojo v Google napisali Slovensko društvo Hospic, območna organiziranost ali pa Celje, tako jim bo vrgli za vsako regijo, kjer se pač nahajajo podatke. Drugače pa zdaj delamo v Ljubljani, Mariboru, Murska Sobota,
Zgornja Savinjska dolina, to je Mozirje sedež, potem Dolenjska, Novo mesto, potem na obali imamo 3, se pravi Primorsko-Notranjska v Pivki, v Kopru je obala in pa severna Primorska Ajdovščina. Potem je odbor Gorenjska v Radovljici, Koroška, pa še, da se je povedala. Velenje, še Velenje je posebej odbor. Super. Hvala lepa obema. Zelo dragoceno, da ste se oglasili pri nas v studio in da smo skupaj majčkeno detabuizirali to pomembno področje. Molimo za modrost pri odločitvah, odločevalcev. Vas pa vabim, da naše oddaje Odnosi so zakon spremljate še naprej preko našega YouTube kanala ali pa da nas poiščete na spletni strani www.dis.si. Se vidimo prihodnjič.